Žalni zbor. Leto dni po prvi smrti zaradi COVID-19 je kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev vseh preminulih v trajen spomin tu danes posajena vrba. Preštevilni so se v tem neusmiljenem času poslovili v globoki in boleči osamljenosti, brez zadnjega nežnega dotika in grenkih solz slovesa njihovih svojcev. Slovo brez pozdrava boli oba. Pri tistem, ki ostane, pusti globoko, nikoli zacenjeno rano. Ko zdaj v imenu vseh naših ljudi stojimo ob tej vrbi, ne najdemo pravih besed tolažbe za tisoče žalujočih, ki so v strašnem boju za brezvestnim virusom v minulem letu izgubili koga od najbližnjih. Zdaj smo v žalosti in žalovanju skupaj. Tudi za bolečino živimo lažje, če vemo, da nismo sami. Zdi se mi, da nam je to vsem v uteho. V tem posebnem času je bilo namreč preveč pogrešanja in osamljenosti, da ne bi znali ceniti človeškega sočutja in solidarnosti. Strah in bolečino premagujeta le upanje in vzajemnost. Ob vsej grenkobi tega hudega časa smo zato občudovali tudi najplemenitejše človeške vrline. Svojce, ki se zaradi izrednih razmer od mnogih preminulih niso uspeli pomirjajoče posloviti, vendar je to laži dejstvo, da je bilo z njihovimi bližnjimi ves čas tesnobe in bolečin predano in drago in drugo poklicano osebje. Vsem, ki so se razdvajali, ki so dajali svoje znanje in svojo srčnost v borbi za življenje in človeško dostojanstvo, izrekamo neskončno hvaležnost. Za nami je težko leto, dolgo, žalostno, samotno. Vsakdo med nami je koga izgubil, vsi smo izgubili nekaj, kar smo pogrešali. V tem času smo se naučili živeti na način, ki nam je bil prej tuj, ki smo ga odklanjali, češ da ni odprt, topel in človeški. To je bil poseben, neobičajen čas. Vsakdo se je potopil v svojo samoto in v njej razmišljal o sebi, o svetu, kot je bil prej, o svetu, kot bo poslej. Bolj kot smo bili sami, bolj smo čutili, kako močno potrebujemo drug drugega. Kot nikdar prej smo se zavedali, da moramo zdaj drug drugemu dajati, kar nam bolezen jemlje. Ta poseben, neobičajen čas se počasi izteka, počasi, ker ga še ni konec. Sprejmimo vsak zase in vsi skupaj za nas dragocene nauke iz tega težkega obdobja, da naposled zmagamo. Skupaj smo močnejši in še naprej in bolj močno potrebujemo drug drugega. Virus nima duše, nič ga ne prizadene. Človek pa je občutljiv in v takih posebnih časih še zlasti dovzeten za žaljivo ali prijazno besedo in ravnanje. Zato pozorno in spoštljivo pazimo eden na drugega. Ostanimo srčni in solidarni. Bodimo skupaj v lepem in žalostnem. Žalni zbor. Pred letom dni je v Sloveniji ugasnilo prvo življenje zaradi COVID-19. Zato smo danes v tem spokojnem parku posadili vrbo. Rasla bo kvišku in segala k tlom svojim otožnim videzom, jokala skupno bolečino teh odhodov. Čez leta, ko se bomo tega časa epidemije spominjali z vednostjo, ki bo drugačna od današnje, bo ta vrba mogočno drevo tisočerih spominov. Takrat bo govorila o negotovosti spopadanja z neznanim, ki je bilo v zgodovini malo enakih. O tem,
kako je hudournik bolezni, ki ne priznava meja, ljudem pokazal, kaj je v resnici v življenju pomembno. Sočutje in človečnost. Vsem, ki ste izgubili vaše najbližje, v svojem imenu in v imenu države, izrekam iskreno sožalje.